Razpis le pesek v oči. Delavcem M-Toma uspelo kupiti prostore. Srečen konec za sevniškega vrtičkarja. Dober večer. V petek je bil končno objavljen 4. javni razpis za Pokolpje, nad katerim pa so v tamkajšnjih občinah močno razočarani. To je le pesek v oči, menijo nekateri črnomaljski gospodarstveniki, ki so se udeležili tradicionalnega srečanja z županjo. Rok za prijavo na razpis je 17. marec. Pogoji za pridobitev sredstev pa so spremenjeni in močno zaostreni. Še najbolj pa bode v oči višina razpisa, ki je 1,5 milijona, kar je po našem mnenju približno 3 milijone manj, kot smo pričakovali. Ne vem, če ima smisel, da te podjetniki pripravljajo masovno ponudbe oziroma se javljajo na razpis, na koncu pa je tole za mogoče 2-3 podjetja, ki bodo počrpala vsa sredstva. Sicer pa so podjetniki na včerajšnjem srečanju govorili predvsem o težavah, ki jih pestijo. Od slabe infrastrukture do mejnega prehoda Vinica, preko katerega s hrvaške strani vozijo polni kamioni, slovenske pa ne smejo niti prazni. Moram reči, da je šlo za zelo konstruktivne predloge in upravičene predloge. Res pa je, da kar veliko teh predlogov leti na sistemsko zakonodajo. Gospodarstveniki so opozorili tudi na težave s pridobivanjem kadrov. Kljub 20% brezposelnosti je v Beli krajini težko dobiti dober kader, pravijo. Kadre je najboljše vzgajati. Mi jih vzgajamo že vrsto let. Moram reči, da imamo zdaj že drugo generacijo štipendistov iz srednje tehnične šole v Črnomlju, tako da z njimi sodelujemo tudi za gradnjo novih kadrov za naprej in nekako probamo graditi tudi kadre, pa to tehnično kulturo v bistvu nazaj na tem območju. Do sredine aprila bo družba Akrapovič celotno proizvodnjo s 500 zaposlenimi preselila v Črnomelj. Večina sedanjih delavcev, med katerimi je tudi 170 Belokranjcev, ki so jih že zaposlili, se bo vozila v Črnomelj. Z rastjo proizvodnje pa bodo zaposlovali le belokranjski kader. Seveda, če ga bodo dobili, pravi Rosa. Uspešno se nadaljuje zgodba delavcev podjetja oblazinjenega pohištva M-Tom iz Mokronoga, saj bodo lahko svojo dejavnost nadaljevali na dozdajšnji lokaciji. 4 leta so imeli prostore v najemu, zdaj pa jim je objekt uspelo kupiti. Potem, ko je šlo nekoč uspešno podjetje Tom v stečaj, je skupina nekdanjih zaposlenih ustanovila novo podjetje M-Tom. Ta ponedeljek so z družbo za upravljanje terjatev bank v okviru stečajnega postopka podpisali pogodbo za nakup nepremičnine v Mokronogu. S tem bomo lahko začeli en tak razvoj, ki pač bo vezan na to, da smo zdaj točno vemo, kje bomo in vse te, bom rekel, plane, ki jih imamo, bomo zdaj lahko uresničili. En problem je za nami, je rešen, ampak to pa še ni vse, ne? Borba ostaja. Boj za preživetje, za stranke, tako da, nekaj pa je vseeno nas, lastna streha nad glavo. Pot do lastništva je bila vse prej kot lahka, ob strani pa jim je stala domača občina. Z veliko dobre volje, z veliko pogovorov, tudi obiski na DUTB smo nekako skupaj prišli do tega, da je Tom in delavci v Tomu, da so zbrali toliko moči in toliko sredstev, da niso obupali. S pridobitvijo lastništva bodo v podjetju najprej povečali salon. S tem bo več eksponatov, večja ponudba strukturna teh kombinacij izdelkov. Se pravi, da se bodo lahko stranke še na podlagi obiska in ogleda lažje in hitreje odločala. Potem pa seveda je treba pa še temu primerno pač proizvodne kapacitete urediti. Za zdaj je v podjetju 16 zaposlenih, strank jim ne manjka, prednost je tudi to, da izdelke prodajajo brez posrednikov. M-Tom je torej zgodba o uspehu in spodbuda tistim, ki so se znašli v podobnem položaju. Zdaj, če so ljudje pravi, pa da se razumejo, pa da so se prej razumeli, pa da imajo neka znanja, mislim, da to je fajn, da probajo na novo. Je težko, ampak se da.
Šmarješki občinski svetniki so se sestali na prvi letošnji redni seji. V vsega dobri uri so tako med drugim skorajda povsem brez razprave sprejeli letne programe na področju kulture, športa in socialnega varstva. Občinski svetniki so hkrati soglasno sprejeli tudi nov pravilnik o dodelitvi enkratne denarne pomoči socialno ogroženim. Kot ugotavljajo na občini, je materialna stiska občanov vse večja. Število prosilcev se povečuje, občina ima pač neko kvoto sredstev in razdeli to kvoto do porabe sredstev. Opažamo, da vedno eni in isti ljudje zaprosijo za to pomoč, gre pa predvsem za nakup šolskih potrebščin, za plačilo položnic, kurjave, tovrstne namene. Višina enkratne denarne pomoči je odvisna predvsem od namena, osnovo za dodelitev pa predstavlja osnovni znesek minimalnega dohodka v državi, ki znaša približno 270 evrov. Socialno ogroženi občani lahko tako denimo za plačilo najnujnejših življenjskih stroškov, kot so elektrika, voda, kurjava, pridobijo največ 108 evrov enkratne denarne pomoči. Vse več je plačevanja tudi obveznega zdravstvenega zavarovanja za brezposelne osebe, potem tudi domske oskrbe, pomoči na domu, družinskega pomočnika, teh pravic, ki so občanom dane v skladu z zakonodajo. Za zagotavljanje nalog na področju socialnega varstva občanov je občina lani skupaj namenila dobrih 124 tisoč evrov, v letošnjem proračunu pa je denarja za tovrstne storitve in programe, kot so denimo pomoč družinam ob rojstvu otrok, približno 6% več oziroma dobrih 131 tisoč evrov. Občina Mirna je nastala leta 2011 z docepitvijo 22 naselij iz občine Trebnje, vendar še vedno nimajo lastnega grba in zastave, kar pa naj bi se kmalu spremenilo. Tako naj bi občinski svetniki o tem razpravljali že na naslednji seji. Tudi nagrajevanje oziroma podeljevanje nagrad najzaslužnejšim občanom, podelitve nazivov častni občan in tako dalje. Seveda vse to, ko bomo imeli grb, zastavo in vse tisto, kar občina in kar lokalna skupnost mora imeti. Vse to bo pripomoglo k še večji prepoznavnosti občine. Glede na to, da delamo na projektu postajališč za avtodome, ki je tudi sestavni del tega proračuna, smo že prepoznavni, je pa grb temelj, da lahko rečemo, da imamo tisto, kar je zapisano tudi v statutu. Želja župana in svetnikov je, da dobijo svoj grb in zastavo v najkrajšem možnem času. To bo le prvi korak pri novi zgodbi mirnske občine. Danes, malo pred 8 uro zjutraj, je pri vhodu v sevniški vrtec Ciciban v naselju Heroja Maroka 5-letni deček, ki ga je v vrtec spremljal oče, padel v 3 metre globok kanalizacijski jašek. Na srečo deček ni utrpel resnih poškodb, razen strahu, so ga pa odpeljali v zdravstveni dom, kjer so ga temeljito pregledali. Jašek s pokrovom se nahaja tik ob vratih zunanje ograje vrtca. Pokrov je bil delno zamaknjen. Najbrž se je to zgodilo pri pluženju snega, je iskal vzrok za današnjo nezgodo Vinko Radišek s sevniške komunale. Sledi so kazale, da je nekdo ipak porinil sneg, ki je bil na jašku in neposredni bližini jaška in s tem povzročil poškodbo na litoželeznem pokrovu, ki ga je fizično bila odmaknjen. Gre pa za težek pokrov, cirka 35 do 40 kg in ga je ročno težko odpreti. Očitno je bil odstranjen z nekakšnim udarcem, najbrž s plugom, je ugibal Radišek. Sneg je pokrival tudi del tega jaška, tako da mi o tem nismo bili obveščeni prej kot danes zjutraj, da je pač prišlo do nesreče, ker se je zgodila ta nesreča, da je fant padel v jašek. Rešil ga je delavec komunale s pomočjo lestve. V vrtcu do te nezgode niso opazili nevarnosti, ki je pretila zaradi zamaknjenega pokrova. Sicer bi ukrepali, je povedala ravnateljica Vlasta Fele. Mi skrbimo za ozemlje, ki je v ograji, se pravi, redno pregledujemo igrišče, igrala, vse naprave, karkoli je pač na igrišču in zato naš hišnik redno skrbi. Medtem, kar je pa izven ograje, pač ne. Očitno tega ni zaznal niti nihče od staršev ali naključnih sprehajalcev, da bi poklical komunalo.
Za vsako drugo stvar, kot je javna razsvetljava, kot je okvara na vodovodu, kanalizaciji, smo obveščeni. Jaz ne bi zdaj želel nobenega kriviti. Jaz mislim, da je prišlo do enega nesrečnega spleta okoliščin. Komunala nima na voljo ne ljudi, ne denarja, da bi vsakodnevno preverjala stanje pokrovov na jaških komunalne infrastrukture, zato prosijo občane za pozornost in obveščanje, če opazijo nevarnost, je dejal Radišek. Kot kaže, bo letos veliko belokranjskih njiv posejanih z industrijsko konopljo. Da je zanimanje veliko, priča dejstvo, da se je predavanja o možnostih pridelave te vsestransko uporabne rastline v Metliki udeležilo več kot 80 ljudi. Včeraj popoldne pa je bila v črnomaljski sejni sobi gneča še večja. Okrog 100 zbranih je prisluhnilo izkušnjam s pridelavo industrijske konoplje v Savinjski dolini in se seznanilo s projektom, ki naj bi v Beli krajini združil vse zainteresirane pridelovalce konoplje. Kot pravi njegova pobudnica, poslanka Violeta Tomič, bodo Belokranjci prvi, ki bodo imeli ta eksperiment, recimo ta pozitivni eksperiment, da ne bodo rekli, da se vedno na njih pozabi, tokrat prvi v Sloveniji ravno Belokranjci in mislim, da bomo zmagali. Da bi se ljudje lažje lotili pridelave, prodaje in tudi predelave konoplje, se bodo povezali v društvo, katerega ustanovni sestanek bo v drugi polovici marca v Semiču. Okrog 50 zainteresiranih pridelovalcev se je že prijavilo. Med njimi so tudi Belokranjci, ki že nekaj let pridelujejo konopljo in na tem področju orjejo ledino. Edina opcija na nekem prostoru razvijaš zadevo je s povezovanjem, ki tu pridejo več idej, več finančnih zmožnosti, različni stroji, vse to. Če si ti samo osamljen nekaj, ne boš nič naredil. Zelo sem zadovoljen. Če se bomo le uspeli povezati, če bomo le uspeli neke sodobne pristope sprejeti zdaj. Ob industrijski konoplji pa naj bi v Beli krajini nastala tudi prva iniciativa za slovensko finančno zadrugo. Namreč bančništvo se je začelo v kmetijstvu, zato da si je kmet lahko kupil seme, mu je pri tem pomagala banka. Namen je torej podjetnost in industrijsko konopljo združiti v novih zelenih delovnih mestih, pravi Puhova. Pred več kot 650 leti je nadvojvoda Rudolf IV. Habsburški iskal primeren prostor za ustanovitev Rudolfovega mesta. Njegovi vitezi so ga našli na okljuku dolenjske lepotice reke Krke in 7. aprila bo tako minilo 650 let od ustanovitve novega mesta. V Dolenjskem muzeju smo tako danes obiskali otroke, ki počitniški čas izkoriščajo ob spoznavanju zgodovine novega mesta. Danes smo se zbrali tukaj, da bi proslavili 650-letnico novega mesta, ki bo to leto 7. aprila. Zato smo se zbrali in izdelujemo oklepe, viteške. Ja, izdelava takega oklepa je težka? Ni lahka, ni pa tudi težka. Mladi vitezi so spretno izdelovali viteške oklepe, na katerega so prilepili ustanovitelja novega mesta, Rudolfa IV. In jih nato ponosno oblekli. Nekateri so se z vitezi v preteklosti že spoznali. V knjižnici sem si sposodila eno knjigo o vitezih in mi je zelo všeč. Ful je poučna. So ti všeč vitezi? Ja. Morda veš, kaj so pa počeli vitezi v preteklosti? Bojevali. Rudolf IV. Habsburški je novo mesto ustanovil leta 1365, istega leta kot Univerzo na Dunaju. Odločili smo se, tako kot se je Rudolf pred malce več kot 650 leti, da bo ustanovil nekje svoje mesto in iščemo lokacijo za ustanovitev mesta. Rudolf je šel v svojih časih zelo daleč iz Dunaja, mi bomo verjetno ostali bližje svojim domovanjem. 7. april se nezadržno bliža, zato še viteško opozorilo, ki se glasi: Pozor, pozor, novo mesto prihajamo! Tudi mi bomo znova prišli, z vami bomo že jutri. Lep večer.